bi rekel, da je to lepota, ki je premikala zgodovino in to brez filtrov. Sicer dobesedno Nefertete pomeni prišla je lepotica. Predstavljajte si kraljico, ki je že pred več kot 3300 leti dosegla svetovno slavo brez Instagrama in brez enega samega filtra. Njena lepota je tako slavna, da se o njej govori še danes. Če bi živela v našem času, bi zagotovo kraljevala tudi na družbenih omrežjih. Verjamem, da bi prihitela tudi TJ, TG. Tako. To je bila kraljica, ki je napisala nova pravila igre in ni bila samo na prestolu za okras, ampak je bila izjemno močna, ambiciozna in odločna in skupaj s svojim možem Ehnatonom spremenila pravila igre v starem Egiptu. Predstavljajte si žensko, ki ni oklevala pred tem, da na glavo obrne tisočletne tradicije in odpusti celo bogove, torej oblast. Si predstavljate, kako se je s tem ukrepom pocenilo življenje za prebivalce Egipta? Kaj bi šele naredila, če bi prišla danes? Je pa tudi nekako izgubljena kraljica in prav gotovo je svetovna prvakinja v skrivalnicah. Namreč dobesedno je izginila iz zemljevida. Njenega groba pa še do danes ni nihče našel, niti Indiana Jones ne. Očitno je skrivanje res dobro gre od rok, saj se že več kot 3300 let uspešno skriva. Mi smo pa danes tukaj, da odkrijemo kakšno tančico nad njeno preteklostjo, da odkrijemo kakšno skrivnost njenega časa. Pri tem nam bo pomagal naš predavatelj Miloš Klemno-Bahorčič. Izvoli. Krasno, najlepša hvala. No, da še jaz en uvod naredim. Fotografiral sem, imam nov telefon, tako da sem ga mogel preizkusiti, da ne bo kdo napak razmišljal. Torej, to, kar je gospod Vernik rekel, je vse res. Poglejte, za nami sta dve predavanji. Zdaj prideta dve, ki sta recimo tako časovno na sredini, in ti dve predavanji bosta posvečeni enemu zelo kratkemu obdobju. Vse skupaj tako, verjetno nekje 25 let traja, kar pomeni, da to niti ni en odstotek zgodovine starega Egipta. Tako rekoč nič. In če bi seveda gledali zapiske iz starega Egipta, nam seveda ne bi ušla ena pomembna, zelo pomembna podrobnost, namreč, da so si po koncu tega obdobja res prizadevali, da bi ta čas izginil v nič. Kot je lepo rekel gospod Vernik, Nefertete niso našli. Do danes ne. Ne vemo, kje je njena mumija, če še sploh obstaja, kaj se je zgodilo z njenim grobom, nič od tega ni. In gre za eno obdobje, ki je resnično skrivnostno. Mi se bomo danes pogovarjali o Ehnatonu in o Nefertete. Čez en teden o Tutankamonu. To so vladarji, ki so vladali zaporedoma. Vsega skupaj, kot sem rekel, približno 25 let. Kar se letnic tiče, smo tule v tako hudi stiski, da karkoli vam bom danes rekel, je na približno. Pa tudi kar se tiče vsega ostalega. Torej, vse skupaj, če smem tako reči, se je začelo v bistvu zelo enostavno. Torej, tako kot ponavadi je tudi tukaj
nekdo, ki je vso zgodbo začel. Torej, za uvod sem vam pripravil to zanimivo podobo, ki je resnično nenavadna. Gre za lep primer tako imenovanega amarnskega stila. Amarna je ime območja, danes se tako imenuje, kjer je bila nekoč prestolnica Egipta. Prestolnica, ki je zrasla iz nič in ki se je vrnila v nič. Vsi poznate to znano reklo ob pogrebih prah si in prah se povrneš. Podobno je z tem obdobjem v zgodovini Egipta. Poglejte, tukaj imamo en relief. Kaj nam kaže? Kaže nam kralja in kraljico, ki ju blagoslavlja sončni bog Aton, torej bog, katerega čaščenje sta postavlja pred vse ostalo, ne mislim samo ostala božanstva, pač pa pred vse ostalo, kar je bilo na nebu in na zemlji. Hkrati pa imamo tukaj nek nov način v umetnosti. Namreč, če pogledate hieroglife, če pogledate podobo vsega, so tukaj zelo na hitro vse delali. Torej, niso odstranili okolice podobe, pač pa so podobo vklesali not. Torej, veliko manj dela, ampak ni to tisto, zaradi česa je ta relief tako zelo zanimiv. Poglejte, kaj nam kaže. Kaže nam moža in ženo, ki sta intimna, prijazna starša. Sedita vsak na svojem stolu in se igrata z otrokoma. 2 otrokoma, če smo bolj natančni, z 2 hčerkama. Ehnaton, oziroma Amenofis IV, je imel več žena, še nekaj priležnic in ni imel malo otrok. Tako z Nefretete, tam 6-7, in seveda potem še z ostalimi ženskami. Ampak poglejte, ne prej in ne kasneje nimamo v zgodovini starega Egipta pravzaprav nobene podobne zgodbe. Da bi se vsemogočni faraon, Bog na zemlji, spustil tako rekoč na nivo vsakdanjega človeka. Torej človeka iz mesa in krvi, navadnega, bomo rekli, egiptovskega kmeta, ki je delal, ki je ljubil, ki je skrbel na svoje otroke. Torej to, da je faraon postal človek, kot ga tule vidimo, je seveda na eni strani zelo lepo. Namreč, poglejte, mi o življenju navadnih Egipčanov ne vemo skoraj nič. Zakaj ne? Zato, ker ni nobenih ostankov. Njihovih hiš ni, njihovih grobov tudi ne, pisati tako niso znali. Torej, zelo malo imamo podatkov o njih. Ampak to, kar tule vidimo, je pa srečna družina. Ata, mama, 2 hčerki. Takih družin je bilo najbrž v Egiptu na 10 000. Torej, noben drug faraon se ni dal tako upodobiti. Ne prej, ne kasneje. Zakaj ne? Glejte, zgodba je v svoji osnovi seveda razumljiva. Tisto, kar je Ehnaton najbolj častil, je sicer v podobi sončnega diska, torej sonce, v bistvu je pa to resnica. Torej, resnica je bila za njega tisto vrhovno božanstvo. In zato se je tudi dal upodobiti tak, kakršen je bil, brez nekih olepšav. Lahko mirno rečemo, da je seveda to vodilo v en čisto nov stil umetnosti in naša Nefretete
se je rodila ravno v pravem času. Namreč nobena druga ženska v starem Egiptu ni imela tako naklonjenih umetnikov v sebi, ki niso rabili nič popraviti, nič ponarediti, nič olepšati, noben Photoshop ni bil potreben. Bila je lepotica in kot tako so jo tudi upodobili. Na drugi strani njen mož daleč od tega, ampak so ga ravno tako upodobili. Nikoli prej in kasneje si ni noben upal faraona tako upodobiti, kot seveda so Ehnatona. Poglejte ga. Tako ne boste videli nobenega drugega faraona. In kaj to seveda pomeni? Ta ljubezen do resnice. Mi vemo, da je resnica dvorezen meč. In lahko fejst poreže tistega, ki seveda se z njo ukvarja. In Ehnaton je žrtev resnice. Namreč to, da se je pokazal kot človek, je seveda razblinilo tisočletja staro vero v faraonovo božansko vlogo. Naenkrat faraon ni bil več Bog, pač pa je bil samo še človek. Sicer vladar, ampak božanska aura, ki so jo faraoni izžarevali, je bila seveda s tem za sicer kratko obdobje, ampak vendarle uničena. Faraon je bil malo tako čudno izgledajoč moški, hecnih potez, bomo rekli, boste kasneje videli, ozkih ramen, širokih bokov, prav nenavadne postave. Ni bil postaven, mlad, širokimi rameni, večno mlad, večno lep, večno močan, pač pa človek, tak kot jaz, vi in pa seveda milijoni njegovih podložnikov. In to je bilo strahovito nevarno. Namreč, ko faraon preneha biti v očeh podložnikov nekaj več, takrat seveda podložniki začnejo tudi kritizirati. In na nek način je seveda ta človek samemu sebi izkopal jamo. Z najboljšimi nameni je pot v pekel tlakovana in to lahko rečemo tudi za njegovo vladavino. Poglejte, ko govorimo o Ehnatonu, imamo seveda eno malo zmešnjavo imen. Torej, lahko rečemo, da ko je se rodil, so ga, niso sicer poznali krsta, ampak recimo tako krstili za Amenofisa IV. Če se spomnite, to ime smo že kdaj slišali. Nazadnje smo govorili o faraonu Tutmozisu III., ki je imel sina s tem imenom. No, ta Amenofis II. Je bil pradeda tegale četrtega Amenofisa. Potem pa na neki točki se Amenofis IV. Odloči, da bo to ime vrgel proč in postane Akenaton. Zdaj, v imenu Amenofis se skriva ime boga Amona. Torej, gre za grško obliko seveda. In kaj pomeni? Amonov sin. Medtem ko v imenu Akenaton se na koncu seveda skriva Aton, torej njegov sončni bog. Bolj poenostavljena različica imena, ki ga bomo mi uporabljali danes, je pa Ehnaton, oziroma Ehnaton rečemo, čeprav bolj prav ne bi bilo Ehnaton, torej Aton tam in tu. Obdobje njegovega življenja absolutno ni dobro poznano. Ne vemo natančno, kdaj se je rodil, vemo sicer, kdaj je zavladal, in približno tudi vemo, kdaj je umrl. Če pogledate vse skupaj, je bil star nekje 14 let, ko je sedel, oziroma 12 let, ko je sedel na prestol in je potem vladal 17 let. Torej, nikakor ni bil star
ob svoji smrti. O njem in pa o njegovi ženi vemo zelo malo. Razlog za to je ta, ki sem ga prej omenil. Torej, kasnejši rodovi, tako zadnja dva vladarja 18., predvsem pa vladarji 19. dinastije, so skušali zbrisati ime, spomin tega vladarja in njegovih neposrednih potomcev, naslednikov. Tako kot sem rekel, njega, kot tudi njegove žene. Tukaj imamo, vidite, pri Nefretete zelo, zelo veliko letnic. Kaj nam pravzaprav te letnice povedo? Približno leto rojstva, torej 1370, najbrž ste ugotovili, da je bila starejša od svojega soproga in to kar nekaj let. Potem leto, ko je postala kot vladarica soproga svojega moža, potem imamo leto 1334, ko postane samostojna vladarica, čisto samostojna, tako kot je bila recimo Hatšepsut, in vidite, 2 leti kasneje je prestol morala oddati. Potem pa sta še 2 leti, potem se pa seveda vsak spomin na njo izgubi. Torej, nekje 40 let je bila stara, ko je umrla. Vse te številke so tako s 3 vprašaji zadaj. In tudi seveda doprstni kip, eno najslavnejših del egiptovske umetnosti, nas bega s tem, ker je seveda izjemno, izjemno lep in na drugi strani več kot očitno nedokončan. Lahko vidite, desno oko ni dokončano. Da bi bila na eno oko slepa, ni možnosti, preprosto zato, ker obstajajo tudi druge oblike, njene podobe, kjer seveda ni nič takega na videti. Poglejte, nekje moramo začeti. In začnimo z seveda vladarjem, ki ga imamo za očeta, torej ki je oče kasnejšega Ehnatona. To je bil Amenofis III, vladar, ki ga predvsem Francozi radi primerjajo z svojim kraljem Ludvikom XV. Namreč kakovost in razkošje življenja na faraonskem dvoru nikoli prej in kasneje ni bilo tako kot pod tem vladarjem, ki je vladal približno 30 let. Vemo, da je bil lep, da je bil razsipen, da je imel rad ženske, najlepše ženske, pri tem, da je seveda najbolj zanimivo to, da je bila njegova žena, glavna žena, kot boste sami videli, ne ravno neka lepotica. Amenofis III, tukaj ga lahko vidite v tej ustaljeni upodobitvi faraona. Lep, mlad, postaven človek je verjetno res tako izgledal v svoji mladosti in pa zgodnji zreli dobi. Njegov konec je bil pa vse prej kot pa lep. In o tem seveda priča tudi mumija, ki se nam je ohranila, ampak samo malo pa bomo do tja prišli. Poglejte, Amenofis je bil velik, velik graditelj. Tukaj je dvorišče, ki je v Luksorskem templu, izredno zanimivo, ker je narejeno z stebri, ki jih redko kdaj srečamo. To so stebri tako imenovani zaprti lotusovi cvetovi. Imamo stebre z odprtimi lotusovimi cvetovi. Potem slovitija ta Memnonova kolosa. To je bil njegov pogrebni tempelj, torej tempelj, ki je bil namenjen čaščenju faraona po smrti.
največje svetišče, kadarkoli zgrajeno v Egiptu. Ampak problem je bil seveda, da so ga kasneje dobesedno razstavili in to, kar je ostalo, vidite tukaj, to je velikanske kolose. Tukaj pa njegova mumija, ki nam je seveda pokazala raziskovalcem, ki se radi k njej vračajo, da je Amenofis III. Umrl za najbolj neverjetno stvarjo. Nikoli si ne bi mislili, da je ta mogočni vladar, ki je imel vso izobilje tega sveta, umrl zaradi lakote. Ampak seveda obstaja razlog. Glejte, kriv je tedanji pomanjkljiv, bomo rekli, zobozdravstveni sistem. Oziroma še nekaj drugega. Stari Egipčani, tako kot večina, še danes pravzaprav Egipčanov, so kot osnovno jed imeli pšenico, moko, iz katere so delali kruh. Tako kot tudi mi imamo radi kruh. Problem je bil seveda v tem, da je v tistem času bila navada delati mlinske kamne iz granita, materiala, ki se je krušil. In med moko je bilo precej, mi bi rekli, peska, ki so ga sicer skušali odstraniti, ampak ne vedno. Vedno ni šlo. In vsak zobozdravstveni delavec vam bo danes povedal, seveda, da pesek pa zobje ne grejo skupaj. Torej, ubogi Amenofis je imel hitro načete zobe in iz teh načetih zob se je potem razvil karias in dobesedno njegovi zobje, potem pa tudi čeljusti so razpadli. Umrl je v strašnih bolečinah, potem ko ni več mogel jesti. Torej, bolečine so bile prehude, da bi karkoli lahko prežvečil in na podlagi vsega tega vemo, da je umrl. To je zelo, zelo nenavadno. Morda je imel bolj občutljive zobe kot kdo drug, ampak to je seveda izjemno pomembno, da vemo. Najmogočnejši vladar svojega obdobja je umrl klavrno, slabše kot pa recimo kak njegov podložnik, kak kmet, ki morda ni imel toliko denarja, da bi si vsak dan kruh kupil, pa je živel od kake zelenjave, ki je tam predelal na Nilskem bregu. To je seveda podatek, ki je močno presenetil egiptologe, ko so jasno njegovo mumijo si pogledali. To pa je njegova žena. Žena, ki ga je preživela. Zakaj je to pomembno? Poglejte, tale podoba, ki jo imamo, lesena podoba, nam kaže žensko, ki verjetno ni bila najbolj prijazna gospa. Kar poglejte jo v oči. Poglejte njen obraz, njene ustnice, njene ostre poteze. Kraljica Tije, vemo, da je bila sorazmerno preprostega rodu, je morala biti lepotica, čeprav tukaj bi človek rekel, da ni bila. Ampak pustimo. Mi imamo njene upodobitve iz časa, ko je bila poročena z faraonom in to je seveda stari slog. To je pa podoba, ki je nastala v času, ko je njen sin, Ehnaton, sedel na prestolu in ko je bilo treba ljudi upodobiti take, kot so bili, po resnici. In lahko vidimo, kakšna je bila. Seveda, mnogi so razmišljali, ko so videli to njeno portretno glavo, da je bila delno vsaj črnske krvi, ampak ni bila. Tukaj imamo seveda opraviti z leseno osnovo, okrog imamo potem iz gline narejeno lasuljo in lahko vidite ostanke nakita,
ki so ji ga dali gor. Vložene oči. Tisto, kar je pa seveda najbolj zanimivo pri tej glavi je, da to, kar vi tukaj vidite, je tako zelo povečana realnost, da si težko predstavljate. Originalno je ta glava visoka 7 centimetrov. Hranijo pa v Berlinu v novem muzeju, kjer imajo najlepšo zbirko umetnin iz tega obdobja. Glejte, tukaj imamo v Kairskem muzeju Amenofisa z ženo. Torej, lahko vidimo nekaj zelo zanimivih detajlov. Torej, žena, vidimo, da seveda steguje je roko in seveda podpira svojega moža. In še nekaj, oba dva sta enako visoka. Skoraj vedno, zelo malo je primerov v celi zgodovini starega Egipta, da bi se faraon upodobil enako visok kot njegova žena. Torej je mogla biti ta gospa res nekaj posebnega. Med tistimi, ki seveda so raziskovali njeno zgodovino, se vedno bolj uveljavlja pa eno zanimivo prepričanje. Ne glede na to, da smo videli, kakva je ta gospa bila, se zdaj uveljavilo prepričanje, da ni mogla biti preveč ljubosumna. Namreč, ona se je starala, faraon se je staral, ampak v njegov harem so prihajala mlada, brhka dekleta. Velika verjetnost je, da je bila med njimi tudi bodoča Nefretete. Spomnite se, da je bila od svojega soproga znatno starejša in ni malo arheologov, ki pravijo, Nefretete je bila ena zadnjih žena Amenofisa III. In potem jo je njegov sin podedoval. Tukaj pa vidimo Tije, taka kot je danes. Torej, čudovito ohranjena mumija, pogledajte obraz, pogledajte te bujne lase, ena najlepše ohranjenih faraonskih mumij sploh. In kaj lahko rečemo? To ni obraz črnke, niti slučajno. In ne glede na to, da so pretekla 3000 letja in pol od njene smrti, da je seveda čas vendarle naredil svoje, vidimo odločno, močno žensko, torej tisto silo zadaj za prestolu. Ona nikoli ni bila samostojna vladarica. Je pa bila seveda, bom rekel, pravzaprav mnogo več. Ona je bila tista, ki je dejansko preko svojega soproga vladala. Poglejte, na zahodnem bregu reke Nil, tam, kjer so sicer grobovi faraonov in njihovih žena, poleg doline kraljev in doline kraljic, lahko srečate te borne ostanke Amenofisove palače. Malkata se je imenovala. Gre za palačo, od katere sami lahko vidite, da ni veliko ostalo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker jo je Amenofis III., kar je bilo skoraj da perverzno, naredil iz lesa. Vam ali pa nam, ko smo obdani z gozdom, ko živimo v eni najbolj gozdnatih držav v Evropi, je to mala malica. V Egiptu, kjer pa sploh ni dreves, kjer imamo kakšne palme, kaj drugega pa ne, je pa to tako rekoč nepredstavljivo. Ta palača je bila narejena iz lesa, libanonskih ceder. Imela je 300 prostorov. Lahko si mislite, koliko lesa, koliko denarja je tu odšlo. Verjetno bi lahko s tem 2 piramidi naredili, če ne 3, ali pa še kaj drugega. Toliko je bila ta zgradba vredna. Torej, čist natančno se ne ve, kako je izgledala, vemo pa nekaj. V tej palači se je rodil kasnejši Ehnaton. Ni bil prvorojenec, ni bil prestolonaslednik, pred njim je bil še en princ, Tutmozis, ki je pa umrl preden, da je lahko nasledil očeta. In tukaj imamo
prvo omembo novega faraona, ki nasledi svojega očeta in seveda z tem, če smem tako reči, pravim imenom, v kartuši, tule spodaj, torej Amenofis in seveda številka 4, ker je bil 4. s tem imenom po vrsti. In tukaj je njegova upodobitev. Boste rekli, se je tako, kot pa vsi ostali. Tako je. Amenofis ni takoj, ko je postal vladar, izvedel revolucije. Ni čez noč se lotil reform, predvsem na verskem področju, to je potem vse ostalo sabo potegnilo. Pač pa je seveda moral počakati, se je bil mlad, se je bil še najstnik, ko je postal vladar. In ga lahko vidimo tako, kot so upodobili njegovega očeta, pa njegovega deda, pa pradeda, pa nazaj, če se spomnite do upodobitve faraona Narmerja, prvega faraona, ki je združil Egipt. In samo nekaj detajlov nam kaže, da imamo opraviti z kasnejšim Ehnatonom. Predvsem ta sorazmerno ozek obraz in pa ta brada štrleča. Zanimivo je, da je faraon tukaj brez umetne brade, torej golobrat, in poteze nam jasno kažejo, da je to še deček, da je to zelo mlad vladar, ampak vendarle vladar. In seveda kar nekaj časa imamo, da preteče, da se seveda faraon začne spreminjati vizualno in tudi seveda sicer v odnosu do sveta, v katerem je živel. Poglejte, tukaj lahko vidite, je ostanek enega od zidov v svetišču v Karnaku. Lahko vidite, kako so stari Egipčani pri gradnji malo goljufali. Mi, ko gledamo te veličastne zgradbe iz kamna, si mislimo, da kje so ves ta kamen navlekli na kup. Vsega niso. Samo sprednji del fasada je iz kamna, zadnje pa opeka. Torej veliko cenejši in seveda tudi bolj enostaven material. Opeko je bilo pač veliko lažje narediti, kot pa klesati kamen. Tisto, kar je zanimivo, je, da seveda lahko tukaj sicer malo težje, kot kje druge opazimo, faraona v izrazito militantni pozi. Torej, faraon stoji, tam vidimo roko, ki drži tako za čop lasi ujete nasprotnike. Tak motiv smo že videli, če se spomnite, pri Tutmozisu III., zadnjič sem ga vam pokazal, in ga bomo seveda še videli pri Ramzesu Velikemu, ki je sploh se dal velikokrat na ta način upodobiti. Kaj je zanimivo? Zanimivo je to seveda, da lahko vidite, da je bil ta relief skoraj izbrisan, torej ves ta del telesa, razkoračena figura faraona je zbrisana, glave sploh ni in celotna stena je bila razkosana, vidite, razbita in kasneje sestavljena. Torej, ko je Ehnaton umrl, so vse njegove podobe, ali pa skoraj vse, ki so bile javne, uničili. Zelo malo jih je ostalo in ta relief seveda temu sovraštvu ni ušel. Tukaj lahko vidite zelo lepo alabastrno posodo z njegovo kartušo. Kot vidite, zelo komplicirano, dolgo ime. Namreč mi vemo, da je imel Amenofis še preden, da postane Ehnaton, 9 imen. V vsakem imenu je bil drug bog omenjen in vse to je zapisano tukaj. Zdaj, s hieroglifi seveda za nas je problem, ampak vendarle tu pa tam si lahko vendarle predstavljamo, kaj kaka pismenka pomeni. Boste kmalu videli. Še ena glava mladega Amenofisa. Mi vemo, da je Amenofis takoj potem, ko je prevzel oblast, se poročil
z Nefretete. Potem pa še z drugimi ženskami. Kar se tega tiče, mi bi rekli tako lepo, slovnično, pravilno in moralno korektno, da je imel zdrav spolni apetit. Mnogi so mu pripisovali najrazličnejše težave tudi na tem področju, ampak to je seveda neko klevetanje, ki mu je bil izpostavljen strani nasprotnikov po smrti in to seveda stoletja naprej. Torej, v tem pogledu Ehnaton je bil zdrav moški z obilico volje potem, da je širil svoje gene naokrog. Poglejte, tukaj pa seveda imamo začetek te revolucije. Namreč, če pogledate ta relief, to ime v kartušah, v teh ovalih, to je ime, je začetek revolucije, ker lahko vidite, da na dveh mestih, tukaj in pa tukaj spodaj, pa tudi tu so te vdolbine globje. Pomeni, da so odstranili tisto, kar je tam pisalo. In to bomo še večkrat videli. Torej, Ehnaton je začel vso to revolucijo, vso to preobrazbo tako, da je začel najprej pri sebi brisati tiste hieroglife v svojem imenu, ki so pomenili Amona. In potem seveda je to preraslo v vsesplošno uničevanje napisov, kjer je bila omemba tega boga in pa tudi ostalih bogov in boginj starega Egipta. Vsekakor jih ni bilo malo. Poglejte, faraon je bil v tem času še zelo privlačen moški, je pa res seveda, da ta stil, na katerem je ta glava narejena, nikakor še ni tisti strogo realistični stil, ki je nastal kasneje, ko je Ehnaton zapustil prestolnico Tebe in si ustvaril novo glavno mesto, torej Amarno. In seveda tu zdaj imamo eno zelo, zelo zanimivo zadevo. To so ostanki Atonovega templja v Luksorju. To in pa to. Kaj lahko vidite? Gre za kose, ki se sestavljajo tako kot eno sestavljanko. Ko je faraon pač se odločil za to revolucijo, mi bi rekli najbolj enostavno, čeprav čist tako ni, ampak naj bo med nami, za uvedbo monoteizma, torej čaščenja enega samega božanstva, je seveda v glavnem mestu zgradil njegovo svetišče, ki je bilo ogromno, ampak čisto drugače. Stara egiptovska svetišča so bila velika, ampak tudi zelo mogočna, trdno grajena in velikokrat temačna. Če ste bili v Egiptu, tak lep primer je svetišče v Edfuju, ki se je čisto ohranilo in tam je ogromno prostorov, ki so še pokriti z streho in seveda temni so. Medtem ko faraon, ki časti sonce in sonce ga blagoslavlja, ko vidite tule, je gradil svetišča brez strehe, brez kakih stebrov, ki so bila velika po površini, ampak dejansko ni bilo treba ne veliko materijala, ne veliko časa, da so kaj takega zgradili. To svetišče, to so danes ugotovili, danes to vemo, je bilo gromozansko veliko, v dolžino najbrž 1 kilometer dolgo. Od njega ni ostalo nič, oziroma to, kar vidite tukaj. Torej, kocke, ki vidite, delno so, delno nekaj manjka. Namreč to svetišče so po faraonovi smrti razbili na, ne bom pretiraval, če rečem, najbrž na 100,000 kosov in jih potem uporabili za zidavo drugih zgradb. V
70., 80. letih prejšnjega stoletja so arheologi odkrili v ostankih drugih zgradb te kose in jih začeli mukoma pridobivati in sestavljati. Danes imamo v muzeju v Luxorju, zelo lep sodoben muzej, lepo zložene skupaj in nam prikazujejo zgodbo tega svetišča in seveda zgodbo o Atonu, torej o sončnem bogu. Poglejte, lahko si mislite, da vse te novotarije nikakor niso bile povšeči duhovščini. Kako bi ji seveda bile? Bogovi starega Egipta so zdaj izgubili podporo. Torej faraon, država, ni več skrbela za svetišča. Ne za Amonovo, ne za Rajevo, ne za Hator, ne za Izido, za nobeno od teh svetišč. In duhovniki so bili seveda besni. Duhovniki so lepo živeli ob tem, da so seveda skrbeli za ta svetišča in seveda pridobivali darove, tako od vernikov, kot seveda od države, od faraona. In tukaj bi eno zanimivost vam omenil. V starem Egiptu je bila navada, da so bogovom darovali živali. Še posebej so bili popularni biki, torej beli biki brez ene črne dlake, to je bilo zelo pomembno, so bili darovani na oltarju. Torej žival so obredno usmrtili in potem seveda so bogovom darovali tiste stvari, ki bi pač enostavno šle v odpad, kožo, rogove, glavo, kar je pa ostalo, torej večina, si pa lahko najbrž z malo domišljije predstavljate kot krasno pečenega vola na žaru. In to je pojedla duhovščina. Ehnaton ne le da seveda več noče tega sponzorirati, spomne se nekaj mnogo bolj krutega. Veste kaj? Njegov Aton je seveda tudi dobil darove, ampak zelenjavo. Zdaj pa predstavljate, da morate namesto pečenega vola naenkrat, zelje pa podobno tam jesti. Torej, duhovščina je bila besna in seveda odkrito se niso upali nasprotovati faraonu, so pa seveda tako za hrbtom opravljali, delali zarote in v vsakem primeru ščuvali ljudstvo. Ehnaton seveda je to vedel. Nekaj je treba povedati. Državna uprava, kamor recimo, da tudi vohune štejemo, vse to je dobro delovalo, tudi pod Ehnatonom. In vedel je, kaj vse se okrog njega dogaja. In na eni točki mu je bilo dovolj. Rekel je, mejte se, in je se usedel na ladjo, odplul približno 100 km severno od te, v smeri proti današnjemu Kairu, se tam izkrcal in položil temeljni kamen, ne dobesedno, pač pa je dal v skalo, kot vidite, vklesat en napis, v katerem seveda pripoveduje, kako se je v, mislim, da je bilo to 5. ali 6. letu njegove vlade, odločil zapustiti staro prestolnico in ustanoviti novo, posvečeno Bogu Atonu in pa seveda prestolnico, kjer bo lahko mirno vladal. In to je Amarna. Tukaj lahko zdaj vidite svetišče, ki ga je dal narediti. Kot sami lahko vidite, drži to, kar sem prej rekel. Torej nobenih streh, vse je na prostem, vse je na soncu, torej vse je izpostavljeno sončnim žarkom, torej Bogu Atonu. Zdaj pa sami vemo, čisto vsi, da je sicer sonce zelo blagodejna stvar, ampak prevelika izpostavitev soncu pa spet ni v redu. Opečete. To velja tako za naše kraje z zmirnim podnebjem,
pa še veliko bolj seveda za Egipt, tako v času faraonov kot danes. Če gremo mi v Egipt, pa če je tudi to po zimi, vedno nekaj na glavo damo. In tudi v tistem času, če gledamo stare Egipčane, so nosili taka in drugačna pokrivala, faraoni, faraonke, pa tudi navadni kmetje, ženske in moški lasulje, torej, da sonce ni prišlo do glave. In če gledamo upodobitve starih Egipčanov, so vsi lepo zagoreli. Bilo je dovolj toplo, da so lahko hodili skoraj brez obleke in temu primerna je bila tudi potem njihova polt, zagorela, ne pa seveda, da bi bili črni zaradi tega. In mi vemo, da je Ehnaton seveda imel velike probleme, kadar je opravljal javna darovanja, da je potem imel hude glavobole, migrene, ker je pač se preveč izpostavljam sončnim žarkom svojega boga, torej Atona. To je nekaj, kar je seveda prav nenavadno, ampak faraon je bil trmast človek. Od Amarne ni ostalo veliko. Namreč faraon, ne vemo, a se je zavedal, da ne bo dolgo živel, ali je bil v nekem, ali ga je neka preganjavica dajala, kakorkoli. Dejstvo je, da je bilo treba vse na hitro. Kar je pomenilo seveda, da so gradili površno in, kar je zelo pomembno, z slabim materialom. Torej, v glavnem z opeko. Temelji, kot tukaj vidite, so bili kamniti, ostalo bilo pa opečnato. In posledično seveda je danes komaj kaj ostalo. Ampak tisto, kar je ostalo, je pa prečudovito. Glejte, v eni od palač, namenjeni za faraona, so se ohranile te dekoracije, v bistvu freske. Lahko vidite, da so prečudovite, prikazujejo nam v bistvu neko pokrajino ob Nilu, ločje, papirus in vmes seveda ptice, ki so tam zelo rade gnezdle. Torej gre za umetnost, ki nam deluje zelo sveže, da ne rečem sodobno, in je zelo blizu našemu okusu. Zelo nenavadna, dekoracija, predvsem zaradi tega, ker lahko vidite, oziroma bolje, da obrnem ploščo, ne vidite ljudi, pač pa samo živali in rastline, grme, cvetove. Torej, gre za, če hočete, eno tako upodobitev, ki bi jo zelo lahko si predstavljali recimo v času secesije ali pa tudi danes. Konec koncev ni nič takega, niti barve, niti motivika, da danes recimo ne bi imeli, če že ne tapeta, to že ni več moderno, ampak vsaj kako sliko z tem motivom doma na steni, to pa verjetno bi šlo v naše stanovanje. Torej, takih umetnin, takih fresk, če smem tako reči, se ni ohranilo razen iz tega obdobja prav nič. Res je, da se je zelo malo palač ohranilo. Tukaj je sreča. Zakaj? Glejte, ko je Ehnaton umrl, je seveda Amarna prenehala biti prestolnica. Ljudje so se odselili nazaj v Tebe in puščava je vzela nazaj vse skupaj. Kar pomeni seveda, da na tistem mestu niso več gradili nikoli nič. In tisto, kar se je seveda sesulo, tisto, kar se je pa ohranilo, se je pa ohranilo. In tako imamo ta edinstven primer dekoracije faraonove palače. Nobena druga palača, pa si lahko mislite, da jih je bilo veliko, se ni ohranila v tem smislu, da bi lahko vedeli, kako je bila okrašena. Mesto pa, kot smo rekli, grajeno iz opeke. Poglejte, v Amarni so odkrili pa nekaj, kar je seveda izjemnega pomena. Arhiv. V eni od palač, torej 2 palači je imel faraon tukaj, so našli arhiv, tako imenovana amarnska pisma. Lahko vidite, brez težav, da gre seveda za neko drugo pisavo, natančno klinopis.
Klinopis je pisava, ki so jo uporabljali v Mezopotamiji, v Siriji, današnji sveti deželi in pa seveda na območju Anatolije, kjer so takrat živeli Hetiti. In to je pismo hetitskega kralja faraonu Ehnatonu. Taka pisma so bila zelo, zelo popularna in so se nam ohranila v raznih arhivih, v Hatuši, v današnji Turčiji, v Ninivah, v današnjem Iraku in pa v Amarni, v Egiptu. Da si boste lažje predstavljali. Vzeli so glino, jo zgnetli in ko je bila še mehka, so z trstiko not urezali znamenja. Torej v tem primeru klinopis. Potem pa so tisto ploščico, različne velikosti so bile, spekli. In kaj je nastalo? Ja, opeka. Opeka majhna, trda in seveda tako rekoč neuničljiva. In so jo poslali. Sel je nesel v Egipt, to pismo, kjer so potem v dvorni pisarni prevedli, prepisali in izročili faraonu. In potem je on odgovoril, če se mu je zdelo. In iz te korespondence, ki obsega približno 13,000 kosov, vse se ni ohranilo, vemo, kakšni so bili odnosi z tujimi državami v tistem času. Tisto, kar je zanimivo, je seveda, da je Egipt v tem obdobju propadal. Torej, Ehnaton ni bil ne vojak, ne administrator, pravzaprav kar je naredil narobe. Namreč, recimo, to, da ni več podpiral svetišč, je vzelo službo številnim navadnim ljudem, ki so skrbeli za svetišča. To, da je svojemu Atonu daroval zelenjavo, je pomenilo, da je cena zelenjave se dvignila. In zelenjava je bila glavna hrana starih Egipčanov. In mi vemo, da nobena oblast, pod katero se cena hrane drastično dvigne, ni priljubljena. Padla je tudi seveda živinoreja, ker pač recimo bikov niso več gojili, ker jih niso rabili za darovanja. Vemo, da goveja živina, če jo že nimajo za oranje, vendarle rabi precej hrane, da se pač vzredi. In če pomislimo na Egipt, Egipt nima travnikov, kjer bi se kravice pa bikci lepo pasli, ni planin, kot jih je tule pri nas, da bi jih poleti gor pelali, pač pa je seveda vse, kar je obdelano. Torej, tisto je bilo pa zdaj seveda strogo uporabljeno za poljščine, ki so jih potem, kolikor jih seveda niso darovali Bogu Atonu, lepo, seveda so te poljščine končale v želodcih navadnih Egipčanov. Torej, vse te reforme so pravzaprav stare Egipčane spravljale v obup. Namreč nič več ni bilo tako, kot je bilo. Ne na nebu, ne na zemlji. Vse je bilo drugače. Vemo, da se je moda spremenila. Vemo, da je način življenja bil čisto drugačen. In tisto, kar je stare Egipčane seveda najbolj begalo in jih je bilo najbolj strah, je to, da je faraon seveda s temi reformami na verskem področju pravzaprav pod vprašaj postavil njihovo posmrtno življenje. Tisto, kar jim je bilo najbolj pomembno. Lahko rečemo, do tega trenutka, tako rekoč 2000 let, so stari Egipčani skrbno pazili na to, da jim bo v posmrtnem življenju lepo. Zdaj pa imamo seveda faraona, ki seveda vso to tradicijo izniči. Ki seveda reče, ja, ni Ozirisa, ni Anubisa, ni ne vem koga. In seveda na onem svetu v bistvu ga niti ni zanimalo. Tam je Aton, tam je neka svetloba, ampak ljudje smo vedno bili take, da smo radi videli nekaj bolj utipljivega za posmrtno življenje. In tudi stari Egipčani po 2000 letih tradicije niso bili kaj dosti drugačni. Torej, umetnost se tudi spremeni. Tukaj je upodobitev enega princa iz Amarne. Nekateri pravijo, da je Tutankamon, nekateri pravijo, da je nekdo drug.
Obrazne poteze so take, da vemo, da je član kraljeve družine, morda je tudi dekle, torej nimamo nekih jasnih zapisov, zraven prav nobenih, ki bi nam govorili, kaj je oziroma kdo je to. Zdaj, tisto, kar se je največkrat upodabljalo, sta bila faraon in pa njegova žena. Ehnaton in Nefretete. Tukaj seveda nas zdaj čaka zelo pomembno vprašanje. V kakšnem odnosu sta bila? V začetku, tista prva upodobitev nam kaže zelo ljubeč par, zakonski par. Ampak mi vemo, da je bila Nefretete starejša. In velika večina egiptologov je danes mnenja, da je bila ona gonilna sila te, recimo temu, monoteistične revolucije. Da je bila ona tista, ki je mladega soproga speljala na pota, ki so bila zelo drugačna od tistih uhojenih stez do tedanjega starega Egipta. Ne vemo točno, od kod je bila. Domnevajo, da z območja današnje Sirije, tam je bilo kraljestvo Mitani. Ne vemo, nobenega zapisa ni, ki bi o tem govoril, sploh razen teh njenih podob, nimamo nekih fizičnih dokazov, ki bi govorili o tem, odkot izhaja. Zanimivo je, da je Nefretete na teh barvnih upodobitvah tudi lepo porjavela, nima neke plemenite bledice, pomeni, da tudi njej sončenja, blagoslov boga Atona ni izostal. Ne vemo, a je imela kreme proti staranju kože ali karkoli takega. Dejstvo je, da je seveda tudi ona bila drugačna kot ženske pred njo, vedno lepo, danes bi rekli zdravo, porjavela, kar je bila tudi neka novost. Tukaj lahko vidimo relief, ki je izredno pogost, ki nam prikazuje, kako faraon in njegova žena darujeta cvetje bogu Atonu, in to je seveda tisto, kar je izredno zanimivo. Nefretete ima na glavi krono, ki hkrati sicer simbolizira boginjo Hator in pa tudi Atona. Tule vidimo tale sončni disk. Vidimo, da sta obe podobi zelo realistični in še posebej, če gledamo moško podobo, bi rekli, da skoraj da ni moška, pač pa ženska. Poglejte te široke boke, poglejte prsi, ozka ramena. Torej, to je zelo zanimiva pravzaprav upodobitev in daleč od tega, da bi bila edina. Tak je Ehnaton verjetno bil. Torej, daleč od nekega, če smem reči, fitness modela, kot so sedaj ostali faraoni prikazani in kot je bil on prikazan, ko je bil mlad. Spomnite se tistega prvega kipa sedečega, kak je faraon bil tam upodobljen in kak je bil v resnici. Tukaj lahko vidimo še eno upodobitev Ehnatona in Nefretete. On je na levi, ona je na desni. Ta upodobitev je seveda silno zanimiva. Na prvi pogled nič posebnega. Vidite, da so samo pravzaprav neke črte, neke linije v kamnu, ampak detajli so tisti, bi rekli, hudičeve podrobnosti. Glejte, zakaj se gre? Poglejmo pokrivali. To je tipično faraonovo pokrivalo in to je tipično faraonovo pokrivalo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Ehnaton na neki točki svojo ženo, svojo najpomembnejšo ženo, ko smo rekli, je imel najmanj 4 žene,
imenoval za sovladarico. Namreč, redko kdaj, ne vem, če sploh kdaj, v zgodovini starega Egipta, imamo tak primer. Namreč, krona, ki jo ima Nefretete na glavi, vidite, da je kojne vrste čelada. In v bistvu je čelada. To je tako imenovana modra krona, ki so jo faraoni nosili kot vojaški poveljniki. Niti Hatšepsut, ki vemo, da je vladala 21 let, ni prav nikoli upodobljena s to krono. Nikoli se ni šla vojsko. To je pustila Tutmozis, spomnite se od zadnjič. Nefretete pa tukaj seveda vojakinja. To je nekaj, kar gre težko skupaj s to podobo te lepe ženske, ki je zelo skrbela za svojo podobo. Ampak tukaj jo vidimo seveda v neki vlogi, ki ženskam pa res ni pripadala. Čeprav vemo, da so stari Egipčani za razliko pravzaprav vseh drugih ljudstev v okolici živeli v sorazmernem, enakopravnem svetu, kar se tiče spolov. Ženske in moški so bili precej enakopravni, ampak vojna pa je bila izključno in samo moška domena. Tako seveda ta podoba kar malo zbega in ni bilo malo tistih, ki so seveda mislili, da je tukaj nek drug faraon, sovladar Ehnatona. Nekateri so celo rekli njegov ljubimec. Ne bi bilo nič nenavadnega. Zdaj, če gledamo stari Egipt, pa recimo istospolne odnose med osebami, jih zelo malo omenjajo. Pa ne zaradi tega, ker jih ne bi bilo, ali pa ker bi bili morda prepovedani. Očitno je bilo to nekaj tako vsakdanjega, da ni bilo omembe vredno. Tako kot nimamo na teh papirusih napisano, kolikrat je kdo na WC šel, se mi je zdelo očitno, če gre moški z moškim ali ženska žensko, nekaj tako normalnega, da se o tem pravzaprav ni treba prav nič obregovati in zato seveda ni malo tistih, ki so tukaj videli nek istospolni par, celo seveda poimenovali so tega potencialnega ljubimca. To ne bi bil Smenkare. Zgodba je malo drugačna. Ne vemo, a je Ehnaton imel, tudi moške ljubimce, vemo, da se pri ženskah ni držal nazaj, ampak seveda ta podoba je zelo zanimiva. Danes vemo, da je to ženska in da je to seveda točno določena ženska, torej Nefretete. Glejte, tukaj imamo Kartušo, boga Atona, torej z njegovim imenom, vidimo sokola z sončno ploščo in še tukaj sončno ploščo in tukaj sončno ploščo. Zdaj, tukaj bi lahko uganili, da gre za sonce. Zakaj? Zato, ker pač imamo ta krog in sokol je seveda tista žival, ki je bila najvišje v starem Egiptu. Fizično najvišje. Najvišje so sokoli leteli, vse ostalo je bilo pod njimi. In zato je sokol že od začetka bil seveda simbol za sonce. Bog Ra je seveda upodobljen ponavadi kot sokol. Ra, seveda stari sončni bog, Aton potem seveda njegova, recimo temu, mlajša različica. Tukajle pa seveda ena precej bolj zanimiva upodobitev, torej faraon kot sfinga. Nič nenavadnega, skoraj vsi faraoni so se dali kot sfinge upodobiti. Ampak poglejte, kako je ta upodobljen. Tac nima, pač pa ima roke, s katerimi moli. In sonce seveda kot krog s temi blagoslavljajočimi dlanmi, seveda boža faraona. Zdaj ta Aton, to sonce je skoraj tako kot pa otroc nariše, krog pa potem tiste žarke ven in tak je bil tudi faraonov bog. Mal bomo rekli poenostavljen, ne bom rekel otroči, ampak definitivno
enostavljen. Poglejte, do danes se je ohranilo približno 10 upodobitev Ehnatona, vedno zelo podobnih. Tukaj vidite del glave, vidimo, da je kar nekaj manjka, verjetno zaradi tega, ker je bila narejena iz 2 različnih materialov in tisto, kar je bilo ob strani, morda glina, je pač zginilo. Ta glava v celoti iz kamna in pogledajte, kako nenavadnja, kako ozek, kako, bom rekel, ima oči, ozke, nasmeh, tako nenavaden. Torej, na trenutke človeka kar malo zmrazi, ko si pravzaprav pogleda to podobo, tudi to njegovo pokrivalo je malo drugačno. Torej, v ničemer ne spominja na prejšnje in seveda tudi kasnejše faraone. Nekaj prav posebnega je. Tukaj pa njegova kartuša. Kartuša, ki nam zelo poenostavljeno govori o faraonovem imenu. Torej, lahko si mislite, da imamo tukaj v tej kartuši sonce. Tisto, kar je krožno, je sonce. Kaj pa ta hrošček? Kaj bi pa ta bil? Glejte, to je hrošček, gotovo ste ga že vsi, ki ste se malo pogledali po egiptovskih stvareh, videli. Mi mu večkrat pravimo skarabej. Gre pa za hroščka, ki mu mi pravimo govnač. To je lepa slovenska, slovanska beseda, ki izhaja seveda iz preprostega dejstva, da je to tisti hrošček, ki seveda iz blata, govna, naredi kroglico in jo potem pač lepo potiska gor, po bregu. Gotovo ste že to kdaj kje videli. In to je simbol sonca. Namreč stari Egipčani so verjeli, da je ta hrošček simbol vzhajajočega sonca. Tako kot hrošček, pravi hrošček, ko tali kroglico navkreber, tako božanski hrošček, reharakte, oziroma sonce na obzorju, ko tali sonce proti zenitu. In ko pride sonce v zenit, postane seveda Ra, oziroma pod Ehnatonom Aton. In to vidite zgoraj. Potem pa sonce seveda pade dol, zaide po naše, in se potem ponovno dvigne. Torej, tu imamo sončni ciklus, kaj bolj primerno kot za faraona, ki je častil sonce. Nekaj, kar poznamo, danes si mi to razlagamo seveda s pomočjo znanosti, stari Egipčani pa s pomočjo religije. Glejte, še ena upodobitev Ehnatona, zelo zanimiva, narejena iz gline in pa lesa. Torej, Ehnaton je uporabljal v tej svoji revoluciji, v umetnosti tudi materijale, ki jih prej niso. V glavnem so faraoni bili ali v kamnu, ali pa granitu, tudi zelo redko v kakšni kovini in redko v glini. V lesu morda še vsekakor pa v tej kombinaciji zelo nenavadno. Vidite, tukaj ima pa on to modro vojaško krono, čeprav vemo, da nikoli ni bil na bojnem pohodu. In tukaj seveda njegova upodobitev celopostavna iz Kairskega muzeja, kot vidimo, ne ravno najbolj mikavna podoba. Torej, vsi ostali faraoni vemo, kako so popravljeni, retuširani, vsak, tudi najbolj šibak faraon je izgledal kot orang dedec, ta tukaj pa bolj poženščeno deluje. Poglejte tiste ustnice, kot da bi kak botoks dali not, pa potem ta čudna frizura, široki boki, ko bi že par porodov za sabo imel, ozka ramena, nobenih mišic, v bistvu skoraj nič moškega ni na njem. In odtod seveda iz teh podob potem prihajajo zgodbe, kako je bil faraon v bistvu za nič moški. Ampak če kaj mu tega ne moramo danes oporekati, ker hvala Bogu so seveda DNK analize naredile svoje. Poglejte, faraon vlada nekako 17 let. Potem pa umre, domnevamo, da naravne smrti, in začne se uničevanje njegove
dediščine. Tukaj lahko vidimo obraz, ki je uničen. In ne samo to, še številne druge podobe so doživele isto usodo. Tukaj lahko vidimo nekaj grobnic v Amarni. Vi si morate predstavljati, v Novi prestolnici so ljudje tudi umirali in so dobili grobnice. Tu je tako imenovan Ahmosejev grob in lahko vidite, kako so uničili vse te podobe. Recimo tukaj, kjer je obraz, pravzaprav je samo neka luknja. Tukaj lahko vidimo podobno. Ehnaton, Nefretete častita Atona, ampak sta brez glav, so jih odbili, ostalo so pustili, tudi njuni otroci, vidite, so brez glav. Zakaj? Glejte, stari Egipčani so verjeli, da ko človek umre, njegova duša, ki so jo rekli Ka, zapusti telo. In ta duša seveda lebdi tam nekje in čaka do pogreba. To je ponavadi bilo 90 dni, slabe 3 mesece, potem pa je seveda duša prišla nazaj do mumije in se naselila v mumiji. Ampak, če mumija ni bila narejena tako, kot bi morala biti, če obraz ni bil tak, kot je bil prej, duša ni prepoznala svojega telesa in je v vsej večnosti tavala revca Boga brez nekega svojega bivališča in to je bilo najstrašnejše, kar so si stari Egipčani premislili. In če so hoteli se komu res maščevati, so mu iznakazili po smrti obraz. Imamo mumije z zelo poškodovanimi obrazi. Da duša, ko je hotela iti nazaj, ni našla svojega doma. To je tako, kot če bi seveda celo ulico hiša spremenil, pa bi potem, ko človek pride, tja več ne vedel, kje je njegova hiša. Mi vemo, da je Ehnaton načrtoval svoj grob tukaj. To je to. Ampak od vsega ni ostalo skoraj nič. Torej, Ehnaton je umrl tako hitro, da ni uspel groba do konca narediti. Nobenih dekoracij ni. To so ostanki njegovega sarkofaga. Lahko vidite, da je tukaj Aton bil, ampak lahko vidite tudi, kako malo je od tega sarkofaga dejansko ostalo. Tukaj pa imamo leseno krsto, v kateri naj bi bila njegova mumija. Zelo lepa, zelo kakovostna, očitno narejena še za časa njegovega življenja. Ampak poglejte, uničen obraz. Torej, duša je, ko je priletela tu zgoraj, ni vedela, a je to moj dom ali to ni moj dom. Lahko vidite, da so lasuljo, brado naredili iz lapis lazurja, torej pregrešno dragega kamna. Iz Afganistana so ga sem pripeljali, da so to naredili. Tudi pri Tutankamonu bomo naslednjič videli ta kamen uporabljali. Glejte, še danes je ta krsta, čudovito lepa, samo obraza nima. In tukaj je seveda krsta, ko so jo našli, torej v eni od grobnic, ampak ne v Amarni, pač pa v dolini kraljev in zelo dolgo časa je trajalo, da je sodobna znanost, sodobna medicina z DNK analizami in primerjavami to lobanjo, ki je bila tam, to je bilo vse, kar je ostalo od njegovega telesa, identificirala kot lobanjo faraona Ehnatona. Vsekakor malo ostane, ampak še zmerom več kot pa od njegove žene, od Nefretete. In kaj je seveda sledilo njegovi smrti? Prekletstvo, izbris imena. Poglejte te hieroglife in poglejte te hieroglife. V čem je razlika? Ti so mnogo bolj globoki. Pomeni, da so prejšnje hieroglife pač spremenili, prejšnji so bili tako zelo plitvi, potem so jih pa seveda poglobili in spremenili njihov pomen. Torej napis, ki je slavil Ehnatona in Atona, so spremenili v nekaj drugega. In to se je dogajalo povsod. Faraoni so kar tekmovali, kdo bo bolj izbrisal spomin na tega
faraona. No in tukaj imamo ta relief, ki sem vam ga že prej pokazal, Ehnatona in pa seveda Nefretete. In tu smo zdaj seveda pri tem pomembnem vprašanju. Jaz sem Nefretete tukaj poimenoval s 3 imeni. Verjetno, najbolj verjetno je tako. Nefretete, ko je se poročila, je imela to slovito ime, lepotica, ki prihaja, lepotica, ki je prišla. Potem, ko je postala sovladarka svojega soproga, se je seveda to ime spremenilo. Nefer Waten, kar bi pomenilo lep je Aton. Ampak to je še zmeraj ista oseba, samo ime ima novo. Mnogi so rekli, to ne more biti ona. Ampak ni druge možnosti. Namreč v vsej 3000-letni zgodovini egiptovskih dinastij nimamo faraona, ki bi imel ime v imenu besedo lep. Moški so bili, kar hočete, sam lepi pa ne. Ženska pač, Taša pa posebej. In potem, ko Ehnaton umre in ko ona zavlada, de jure in de facto, se seveda spet spodobi, da dobi novo ime, moško ime, Smenkare. In vemo, da vlada 2 leti. Glede na njene upodobitve, tukaj vidimo Smenkareja, vidimo pač podobo, ki je zelo nenavadna, delno seveda, če pogledamo ta trebuh, tudi prsi, roke, gre seveda za neko klasično upodobitev, ki pa vendarle ni čisto klasična, predvsem ta vladar, ta moški vladar ni tako zelo moški in predvsem ni mišičast. Gre za neko upodobitev, ki seveda nam kaže določene ženske poteze. To, kar gledate tukaj, pa je pokrov ene od kanopskih vas, kanopskih vrčev iz grobnice faraona Tutankamona. Tutankamon je, bomo videli, svojo posmrtno slavo seveda zaslužil predvsem s to prečudovito grobnico in vsem, kar so not našli. Ampak marsikaj v tej grobnici, to lahko že naprej povem, ni bilo namenjeno zanj. In tukaj je velika verjetnost, če pogledate poteze obraza, da je bil ta kanopski vrč mišljen za Nefretete. Zelo velike so podobnosti med tem obrazom in pa tistim, ki seveda ga poznamo iz tega slovitega kipa. Bo kdo rekel, ja, kaj pa če bila njegova mama? Ni bila. Ni bila. Bila je mama njegove žene, njegove polsestre. Tutankamon in njegova žena, do tega pridemo naslednjič, sta bila polbrat in polsestra. Nefretete je bila od Tutankamonove žene mama, torej bila njegova tašča in mačeha hkrati, medtem ko neka druga ženska, ki pravimo mlajša gospa, je bila pa njegova mama in tudi žena seveda Ehnatona. Tukaj lahko vidite eno zelo lepo upodobitev Nefretete. Zakaj je ta upodobitev tako zanimiva? Ker je Nefretete prikazana v tem vladarskem koraku. Ravna kot steber in z eno nogo naprej. Tako so se upodabljali samo vladarji, ne pa vladarske soproge. Tukaj vidite ta isto podobo, bom rekel malo bolj detaljno, in vidimo, da gre seveda za žensko. Tudi ona seveda to vero v resnico seveda nadaljuje v času svoje vlade. Risba z ogljem, verjetno so imeli namen tukaj le seveda podobo izklesati, pa je potem niso. Potem podoba, ki je tudi začeta. Vedeti moramo, da je obstajala v Amarni
cela vrsta delavnic, katerih namen je bil izdelovanje faraonovih, še posebej pa njenih podob. Ne. In mnogo tega je ostalo nedokončanih. Namreč, ko je enkrat seveda režim padel, so se ljudje umaknili. Mi vemo, da je Nefertete ostala v Amarni, ampak vsi ostali so odšli in pustili za sabo nedokončane umetnine, kot je ta. Ne. Torej, še en pogled na Nefertete, majčken detajl. Ne. Tukaj vidimo to ročico od samega sončnega boga. Tukaj pa vidimo, kako sončni bog daje tako imenovani egiptovski križ. To je sicer znamenje življenja. Torej, sonce je tisto, ki daje življenje kraljici. Še ena upodobitev, kraljica, kralj v zelo takem intimnem objemu, vidimo sredi lotusovih cvetov in pa Aton tule zgoraj. Še ena upodobitev s peščenjaka narejena. Tu lahko vidimo zelo zanimivo upodobitev. Zakaj? Spet imamo upodobitev, ki so jo mnogi smatrali, da gre za neko homoseksualno upodobitev. To je Ehnaton, faraon zgornjega in spodnjega Egipta. Zraven je pa Nefertete, ampak vsi so mislili, da je moški, zato ker ima to vojaško krono. Nihče si ni mogel predstavljati do par desetletij nazaj, da bi ženska bila v podobi vojaka. To je bilo popolnoma izključeno in zato seveda ta zgodba, da je bil Smenkare moški. V resnici je bila ženska in to vsem dobro znana ženska, ki je pa kot faraon, seveda, in to je bilo čisto normalno, dobila drugo ime. Njena kartuša, tukaj lahko vidimo, da se en simbol večkrat ponovi in to je simbol, ki pomeni lepoto. Mi smo rekli, nefer pomeni lepo v staroegiptovskem jeziku. Njena postava, vidimo s tako tančico, in pa potem glava, danes ohranjena v Kairu, vidimo, da je bila res lepa ženska, da niso samo enkrat uspeli neko lepo upodobitev narediti in ta glava, verjetno njena zadnja upodobitev, ko je že zrela ženska, nam kaže to neverjetno lepoto in pa tudi odločnost. To je obraz lepotice, ki ne da prihaja, ki je že prišla in ki je tukaj in ki ima namen tudi tukaj ostati. Torej, vladarice, ki seveda pa stavi tudi na svojo podobo. In za konec, pravzaprav ta še enkrat slovita upodobitev danes v Berlinu, v novem muzeju. Ta kip je tako lep, tako dobro narejen, da mnogi še danes ne verjamejo, da je original. Trdijo, da gre za kopijo iz 19. 20. stoletja. Kako je ta kip prišel v Egipt, iz Egipta v Berlin, je pa seveda tudi svoja zgodba. Nemci so izkopavali v Amarni, mislim, da je bilo leto 1903 in pogodba je bila zelo jasna, da lahko odpeljajo razne črepinje, ne pa seveda vrednih predmetov. Zdaj, saj si lahko mislite, pazniki, ki so tam bili, so tipično orientalsko z veseljem kak bakšiš sprejeli. Tale kip je bil kvalificiran kot črepinja, dali so ga v škatlo, nek lesen zaboj, skupaj z dejansko črepinjami, ki jih je bilo veliko, torej lončene črepinje, in stvar je prišla v Berlin in je še danes v Berlinu. Danes spet tam, kjer je bila pred drugo svetovno vojno, torej na Muzejskem otoku, vmes je bila gospa doma tudi v zahodnem Berlinu, pa še prej v Frankfurtu in seveda ne glede na to, Nemci nimajo niti najmanjšega namena ta kip nazaj Egiptu vrniti. Čeprav Egipčani pravijo, da ni bil v skladu z zakonom in pravili odpeljan iz Egipta.
ni variante, da bi ga dali nazaj. Je preveč pomembna. Ne. Danes je ta kip tak magnet, da so orang vrste, da ga vidijo. In kaj se je zgodilo na to? No, na to pa zavlada njena hčerka in njen seveda zet. Tutankamon na levi in Anhesamun na desni strani. O tem vladarskem paru, o njuni kratki, upam si reči, nesrečni življenjski zgodbi pa čez en teden. Za danes pa hvala lepa.